Izrednega sestanka pred jutrišnjim glasovanjem poslancev o spremembi energetskega zakona se je udeležilo kar 8 županov oziroma predstavnikov občin Podravja, poslanec Desusa Uroš Prikl in Franc Trček iz Združene levice ter direktor Dravskih elektrarn Andrej Tumpej. Po dolgem času so se vsi deležniki z izjemo direktora Tumpeja ne glede na politično pripadnost strinjali, da bo imela sprememba zakona negativne finančne učinke na sredstva lokalnih skupnosti, zato spremembo zakona odločno zavračajo. Jutri bodo poslanci glasovali, mi smo bili prisotni 8 županov oziroma predstavnikov podravskih občin. Vsi smo soglasni, da v nobenem primeru ne pristajamo na to, da bi se nove investicije delale z denarja, ki sodi k lokalnim skupnostim, ker bi na ta način se še dodatno zmanjševal denar, ki ga lokalne skupnosti dobivamo iz tega naslova. Tako da za nas to ni rešitev. Prisotni so k morebitni spremembi zakona že predlagali dopolnitev, ki bi bila za njih sprejemljiva. Če bi bila to rešitev v eni prihodnosti, potem želimo vstopiti v lastniško strukturo energetskih objektov, ker edino na ta način bi potem preko dobička, ki se ustvarja, in dobiček na rekah je velik, bi imeli potem neko korist od novih investicij. Občine bodo v nasprotnem primeru izgubile veliko. Izgube pa bodo, kakor ponavadi, najbolj čutili prav občani. Mi imamo vsako leto probleme s poplavami, z poškodovanjem okolja, kjer teče reka Drava. Imamo tudi hidroelektrarno, ki seveda svoje potegne, zato si nikakor ne znam predstavljati, da te koncesnine več ne bi bilo. Mi je zelo žal, da je pred približno 3 leti se začelo to ribanje, ali bomo ta denar še imeli ali ne. Takrat smo imeli tega približno okoli 960 tisoč evrov. Danes imamo polovico tega in še to nam bi s tem novim zakonom, ki je predlagan, vzeli. Vsekakor ima način, s katerim je želela vodilna stranka slovenskega političnega parketa spremembo po hitrem postopku brez javne razprave pripeljati do veljave, veliko globje ozadje. Zdaj, neko ključno ozadje amandmiranja EZ je pa seveda, da nekako politika v trenutni sestavi ne premore toliko odgovornosti, da bi se končno usedli skupaj in se odločili, kamo naredili s tem TEŠ6 na način, da bo nas čim manj bolela glava in denarnica. In se pol to neke mele, se poskuša po ovinkih nekaj pripeljati, pa se pa še tako malo dodatno skrajno neodgovorno nekaj počne. Žalostno, da se vodilna stranka SMC v volilnem letu poslužuje zavajanja javnosti, ko je jasno, da bi zaradi predlaganih sprememb občine izgubile skupno 10 milijonov evrov. Župan občine Miklavž na Dravskem polju je zato prepričan, da mariborska poslanca stranke SMC, ki sta predlagala spremembo zakona, na prihodnjih volitvah nista upravičena niti do enega glasu volivcev. Pametna, predvsem pa kredibilna politika si pač ne sme privoščiti, da med predlagatelje škodljivih sprememb postavi predstavnike okolja, ki ga bodo spremembe najbolj obremenile. Marsikaj v trenutni politiki pove tudi dejstvo, da sta na sestanku bila prisotna zgolj 2 poslanca Državnega zbora.